Dan žena je mednarodni praznik žensk, ki ga v približno 100 državah praznujejo vsako leto 8. marca. Je dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti ter dosežkov žensk. Prvič so ga začeli praznovati leta 1911 v Avstriji, Nemčiji, Švici in na Danskem. Leta 1977 je Generalna skupščina Združenih narodov s posebno resolucijo določila 8. marec za mednarodni dan žensk. Zgodovina 8. marca sega v leto 1857, ko so ženske, delavke, zaposlene v tekstilnih tovarnah v New Yorku v ZDA, organizirale protest. Uprle so se slabim delovnim pogojem in premajhnim plačam. Tudi v Sloveniji so potekali boji za enakopravnost žensk. Tako je že leta 1897 začel izhajati ženski časnik Slovenka, medtem ko je bilo prvo žensko društvo ustanovljeno leto kasneje. Pomembna je letnica 1906, ko je Marija Urbas kot prva Slovenka doktorirala, in sicer iz filozofije na Univerzi v Gradcu. Ženske so se močno približale enakopravnosti s tem, ko je bila leta 1945 uzakonjena splošna volilna pravica. Poglejmo si najprej nekaj statističnih podatkov, ki govorijo o položaju žensk na svetu. Od 1,4 milijarde ljudi na svetu živečih v revščini predstavljajo ženske 70% tega. V najmanj razvitih državah je skoraj dvakrat več nepismenih žensk kot moških enake starosti. 2/3 otrok, ki jim je onemogočeno šolanje, je deklic. Ženske opravijo 2/3 vseh delovnih ur na svetu in proizvedejo več kot polovico svetovne hrane, a kljub temu prejmejo samo 10% svetovnega dohodka. V letu 2012 je bila povprečna zastopanost žensk v parlamentih vseh držav približno 20%. Po podatkih Združenih narodov je vodilna država po enakopravnosti med moškimi in ženskami Nizozemska, sledita ji Švedska in Danska. In kakšen je položaj žensk v Sloveniji? Sredi leta 2014 je bilo v Sloveniji 2.061.623 prebivalcev. Od tega je dobra polovica oziroma 1.040.204 žensk. Čeprav se v Sloveniji letno rodi manj deklic kot dečkov, je žensk v skupnem številu prebivalstva več kot moških, kajti življenjska doba žensk v Sloveniji je danes povprečno skoraj 9 let daljša kot življenjska doba moških. Vsaka 5. prebivalka Slovenije ima višjo ali visokošolsko izobrazbo, in čeprav imajo ženske v povprečju višjo izobrazbo kot moški, prejemajo za svoje delo v povprečju nižje plače kot moški. Povprečna mesečna bruto plača žensk je nižja za okoli 80 evrov v primerjavi s povprečno mesečno bruto plačo moških. Danes v državnem zboru sedi 34 poslank, kar predstavlja 38% vseh poslancev. V gospodarstvu je slika slabša. V Sloveniji le 20% vodilnih položajev v gospodarstvu zasedajo ženske. Če dodatno analiziramo še delež Slovenk, ki sedijo v upravah največjih podjetij v Sloveniji, ugotovimo, da je ta delež še manjši, okoli 10%. Pravica do enakega plačila, ne glede na spol, je za zaposlene v Sloveniji sicer pravno zagotovljena, ampak to načelo, na žalost, v praksi ni uresničeno. Upravičeno se vprašamo, kaj je vzrok za razlike v plačah med moškimi in ženskami. Znanje in veščine žensk so nujno potrebne za gospodarski in socialni razvoj družbe, kar bi se moralo odraziti tudi v plačah žensk in njihovem položaju.
Vesel 8. marec.